Drage gledalke, spoštovani gledalci. Otroška leta so lahko tudi težka in naporna, saj se otroci občasno soočijo tudi z nesprejetostjo med svojimi vrstniki. O občutku izključenosti iz družbe smo se pogovarjali s stažistko družinske in zakonske terapije Tatjano Sagernik Kovačič. Kako lahko ugotovimo, da se naš otrok ne počuti dobro med svojimi vrstniki? Dobro je otroka vedno, ko pride iz šole, da je ta navada v družini, da ga srečamo. Da mu pridemo nasproti, da ga pogledamo v oči. To največ pove. Da vidimo, kaj se z njim dogaja, ali se želi pogovarjati. Ker recimo vsi srečamo prej ali slej eno nesprejetost pri vrstnikih, smo srečali, pač tudi se srečujemo, to je nekaj čisto normalnega. Ampak moramo pa vedeti, da je to vedno boleče in skrajno grozno je to za posameznika, ne. Takrat se otrok počuti neumno, slabo, nesprejeto, z njim je nekaj narobe. To vsak začne na sebe jemati, pa ni tako. Ampak takrat se otrok tudi drugače vede, vidi se na obrazu, da je zaskrbljen. Pol gre tudi v svojo sobo, tam pri 10 letih že gre v svojo sobo, butne vrata dol, ne hodi za mano, razdražljiv je, ne želi se pogovarjati, ne želi sploh sodelovati, na živce mu gre vsi. To je nekaj blažjega. Potem je pol, če gre pa pri hujših znakih, recimo kje pa doživlja pravo nasilje lahko, so tudi poškodovane stvari, učbeniki, raztrgana oblačila, modrice itak, ne, kaj z njim, za vsako rano je fajn vedeti, kaj se ti je zgodilo. Da mu zmanjkujejo stvari. Potem, če je res to grozno, da ne more zaspati več otrok, da joče, da ne mara več v šolo hoditi, da izgublja neko veselje, da mu je včasih mogoče šlo, zdaj mu več ne gre, niti krožki, niti pouk, prijateljev več ne želi srečevati iz šole. To so taki čisto osnovni znaki. No, je pa tudi to moram reči, če pa zaradi mogoče službe ne moremo otroka srečati, ko pride domov, je pa fajn imeti navado, da nas vedno pokliče. A veste, tudi zato, da vedno, ko v šoli vsak dan ogromno se mu zgodi, ne? Tudi lepega, ampak tudi slabega. In je fajn zato, da on čim prej po pouku vrže vse nekomu, izpove, da mu malo je lažje. Kako lahko pomagamo, da se naš otrok boljše vključi v družbo? Starš lahko, a veste, pri teh stvareh je vedno nekako, kar se doma dogaja, otrok tam nabira najpomembnejše izkušnje in te odnaša v šolo oziroma v zunanji svet. Zdaj, če se otrok včasih ne more vključiti v skupino, lahko je tudi, ne vem, je fajn vedeti te vzroke, kaj je. Ali pride kasneje, se vpiše sredi leta, ali je to konstantno se ponavlja, da se imajo tam oni otroci čisto fajn, naš otrok pa ne. To se je treba vedno pogovoriti z otrokom, kaj je. In fajn je, da lahko otrok jamra, tožari, se pritožuje, da je grozljivo. In potem, da imamo pol tudi občutek, jo pa ta naš otrok je čisto bogi, pa to je res grozljivo, vsi se imajo fajn, on pa čisto je izklopljen. In pol je fajn tudi iti v šolo preveriti. Takrat se nam tudi zgodi, da smo malokrat presenečeni. Da je otrok čisto fajn vključen, da smo fajn. Kako pa naj ravnamo, če ugotovimo, da je naš otrok zares izključen? Da, če ugotovimo pa, da je res izključen ta naš otrok, recimo od vrstnikov, ne, da se ne more vklopiti, je pa fajn se vprašati, a se otrok lahko doma vklopi. A lahko otrok meni pove, mami, jezen sem. Mami, ko to delaš, veš, te sploh nočem, ne vem, nočem te videti nikoli v življenju. A lahko kaj takega pove otrok? Je dovolj varnosti, dovolj prostora za to? In se vprašamo, pa se vprašamo pa tudi, a se mi lahko postavimo za sebe. Recimo, da pride ena situacija, ali smo pri zdravniku, ali na banki, ali pa nam nekaj ne uspe, ali pa nam nekdo neke usluge noče narediti. Da se lahko postavimo za to ali ne. A nas lahko otrok vidi, da lahko nekaj zahtevamo, čisto na en lep kulturni način. Kako lahko svojemu otroku pomagamo, da bo med svojimi vrstniki čim bolj samostojen in odločen?
Imam jaz moč kot starš, kaj se doma zgodi, koliko ima mene podpore doma, kaj se v šoli godi, pa ne. Tam to lahko edino jaz to, da dobimo od njega informacije, jih nesem v šolo učiteljici in tam imajo učitelji, ostali odrasli vpliv na to, kaj se tam dogaja, koliko so otroci. In oni morajo seveda urgirati med sabo, koliko so sprejeti, slišati enega, drugega, jih upoštevati in jih tudi miriti, če je treba, ne, spodbujati. Jaz kot starš lahko pa to naredim, da recimo povabim, da naredim en varen prostor doma, da lahko otrok povabi svoje vrstnike domov. Ker tam so ena drugačna druženja, so ene drugačne igre, drugačni stiki so, ne? In se ena lepa prijateljstva lahko rojevajo po pouku, ki niso temperani na 5 minut med eno in drugo uro, ne? To so dragoceni momenti. Da je fajn tle doma, da imate svoj mir, da imate eno varnost, da je rad otrok doma in da tudi z enim ponosom pokaže, koliko mu je fajn doma. In da je tam en prostor za njih, ki želi to deliti. To lahko starš veliko naredi s tem. Potem starš lahko naredi to, da da otroku res, da mu verjame, da je ta otrok suveren, da je dober. Kar pomeni, da ga spodbujamo tam, kjer se počuti dobro, kar rad počne. In če je to recimo en trening košarke, da ga spodbujamo, da se zanimamo, kdaj so tekme, kdaj imaš treninge, kako ti je in ga pohvalimo za vsak rezultat, pa tudi, če ni rezultata, pa za trud. Otrok mora vedno nekaj žrtvovati za to ali pa v nekaj vlagati. Vedno mora vlagati v neko početje, ne? In če to rad počne, je super. Zelo pomembno je, da otrok v družinskem okolju gradi dobro mnenje o sebi. Pomembno ga je spodbujati, ga znati tako pohvaliti, kot tudi grajati in mu pojasniti, kaj je naredil narobe. Tako bo lažje deloval zunaj svojega doma in ustvarjal zdrava in izpolnjujoča prijateljstva. To je za danes vse. Se vidimo prihodnjič.